podatkih Mednarodne zveze proizvajalcev avtodomov je bilo lani po vsem svetu prodanih več kot 500 000 avtodomov, kar je 15% več kot leta 2022. V Sloveniji je bilo leta 2023 prodanih 342 avtodomov, od tega 40% bivalnih kombijev. Da bi bila potovanja z avtodomi in bivalnimi kombiji čim bolj varna, počitniška doživetja pa zaznamovana z golepimi spomini, je AMZS s partnerji v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem pripravil novinarsko konferenco z nasveti za varno vožnjo, na poligonu Centra varne vožnje pa je tudi na praktičnih primerih ponazoril nevarnost in pasti vožnje s hišo na kolesih. Seveda je pot veliko bolj sproščena in varna, če ima lastnik urejeno AMZS članstvo. Zato velja priporočilo predsednika AMZS. Brez članstva AMZS nikamor. Zagotovo vsakemu želim, da se preden se poda na pot, poduči o uporabi svojega motornega vozila, predvsem motoristi in avtodomarji. Torej, avtodomi večji smo, širši smo, pazljivejši bodimo. Najbolj pomembno, da si vzamemo čas, torej, da se nam ne mudi, da ko gremo na cesto, da res planiramo, kam gremo, pa res naj se nam ne mudi, da ne gremo zadnjih 5 minut, da vsem pogledamo, naredimo en krog okoli avtodoma, sploh če ga mogoče nekaj časa nismo koristili, ali pa sploh če ga prvič, da smo pozorni na vse te mogoče omejitve, ki jih imamo zaradi višine, zaradi teže in drugih stvari. Neka višina, ki jo poznamo, ki jo vozimo že 10, 20, 30 let, pa se posedamo v kombi ali pa v avtodom, se pravi, ko pa je na 3 metrih in se ne zavedamo tiste višine ali pa pozabimo. Mogoče na začetku smo še malo pozorni, pa ko se pa peljemo, pa pozabimo na to višino in lahko hitro privede do tega, da kje zapeljemo, ko ne bi smeli. Tako kak nadstrešek, kaka streha preblizu ceste oziroma sami nadvozi, podvozi, ki nam lahko predstavljajo težavo. Tukaj mogoče še biti pozor na same zemljevide, da se ne zanašamo samo na karto, ko jo v telefonu vtipkamo, ampak da imamo tudi mogoče zemljevide prilagojene temu, se pravi uporabi samih avtodomov. Ja, mene to predvsem veseli, da smo varni oziroma da zagotavljamo neko stopnjo varnosti. V Sloveniji se čez leto zgodi par kaznivih dejanj vloma v avtodome. To v bistvu ne pomeni skoraj da nič glede na število avtodomov, ki potujejo preko Slovenije oziroma potujejo po Sloveniji. Predvsem pa bi izpostavil tole, da če je mogoče, opremite svoje avtodome z varnostnimi sistemi. Jaz želim, da bi bil dopust varen za vse oziroma da bi se vsi prijetno počutili. To je res ključno načrtovanje poti in pa seveda samozaščitno vedenje na cesti, v skladu s cestnoprometnimi predpisi in kar se tiče varnosti naših osebnih prometov. Par let nazaj v venih oziroma avtodomih ni bilo zaznati nobenih varnostnih, ne pasivnih, ne aktivnih asistenčnih sistemov. Danes pa nam te šasije to omogočajo. Seveda mi kot predelovalci smo pa tisti, ki te asistenčne sisteme ponujamo našim kupcem. Pa jaz ne govorim samo o asistenčnih sistemih v samem vozilu, v sami šasiji, ampak tudi o varnostnih sistemih, kar se tiče predelave, se pravi sedežne kletke, pritrditve te sedežne kletke na C-stebriček, ISOFIX, samih tipskih homologacij, ki so potem s tem povezane. In tukaj noter je karavaning segment, pa tudi Robeta naredila en zelo velik korak v zadnjih 2-3 letih. Mi smo zelo veseli, da lahko vsakem našem kupcu, bom rekel, danes naprej skupaj z AMZS-em ponudimo ta individualni tečaj varne vožnje z avtodomov tukaj na Vranskem v Sloveniji. Pa ne govorimo, da je to samo benefit Robete kot take, pač pa gledamo to malo bolj globalno. Robeta prodaja 97% vozil v tujino, 2/3 naših strank izhaja iz Nemčije, potem jih imamo po celi Evropi in zakaj teh ljudi ne privabiti k nam, se pravi primarno narediti ta tečaj varne vožnje in pokazati, da Robeta daje velik poudarek na to, po drugi strani pa pokazati en delček naše dežele tudi našim kupcem in veseli smo, da lahko to omogočimo skupaj seveda z AMZS-em.
Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva.